lepotica. Le, kdo je tu? Draga gospodična, kako vam je ime? Ne smem govoriti s tujci. Saj, nisem tujec. Kralj sem. Kralj? Še nikoli vas nisem videla. No ja, malo dolgo sem spal, bil na potovanju. Jaz sem kralj Matjaž. Jaz pa Zala. A hitro moram domov. Stric Vrhun bo drugače jezen name. Zala, kakšno ime! In kakšno Zalo dekle. To bi bila prava kraljica. Poglej, poglej, pozabila je košarico. To je gotovo hotela usoda. Le dobro, da sem videl, kam je odšla. Zdaj imam vsaj vzrok obiskati njeno hišo. Kako lepa nevesta bi bila. Hvala. Čudovito stanovanje imate. Hvala. No, kaj bi še radi? Prinesel sem košarico vaše nečakinje. Srečal sem jo pri studencu. To je omenila. No ja, kralja sem imel nekako drugače v spominu. Zunanjost ni pomembna. Možno. No, kaj vam še teži srce? Prej sem srečal vašo nečakinjo pri studencu. To ste že povedali. In tam sem se zaljubil vanjo. Zaljubil? Ste mal prišli snubic, Zalo? Da, rad bi jo imel za ženo. Počakajte zunaj. Balkon za Zalo se boli. Zato moški klofute delim. Zale nobenemu ne dam, ker jaz preveč jo rad imam. Balkon za Zalo se boli. Zato moški klofute delim. Zale nobenemu ne dam, ker on preveč jo rad ima. Zala! Da, striček. Si slišala, kaj je rekel? Sem. Striček. Nočem se še umožiti. Veliko premlada sem še. In kaj bo potem z Lambergerjem, pa s Kapanom, pa s Supermanom? Zdaj veš, da se še nočem odločiti. Pa ta ljubezen na prvi pogled. Teh zame ni. Pika. Prav imaš. Ne bom te dal temu potepuhu. In kaj? Če je res kralj. Prav imaš. Že vem,
Izmislila si bova nekaj nalog, ki jih bova opraviti, preden se lahko oženi s teboj. Striček, kako si pameten. Ko bova naredila? Matjaž, Izvolite. dragi Matjaž, ljubezen je eno, junaštvo pa drugo. Če hočeš biti junak, moraš biti pravi junak, če želiš mojo Zalo za ženo. Zakaj? Zato, ker se samo junaki podajo na težko pot zakonskega življenja, kot sem bral v neki zelo stari knjigi. Če tako mislite... Tukaj te čaka časovni stroj, ki te bo popeljal k 7 nalogam. Če jih opraviš, si dokazal, da si pravi junak in Zala bo tvoja. Če ne, potem pač ne. No dobro, ljubezen moja mi bo dala moč. Boš kaj mislila name, Zala? Seveda. Ne, saj imam že drugega in ta je večji junak od tebe. Torej, naloge so programirane v časovnem stroju. Pojdi in naj ti sreča ne bo preveč naklonjena. Kako ste rekli? Kar pojdi. Balkon za Zalo se bojim, zato moškim klopute delim. Zale nobenemu ne dam, ker jaz preveč jo rad imam. Balkon za Zalo se bojim, zato moškim klopute delim. Zale nobenemu ne dam, ker on preveč jo rad ima. Lepa Vida je čarovnica, ki začara vsakega obiskovalca tako, da mora ostati pri njej in se ne more več vrniti domov. Saj je tudi ona odšla z doma in vse izgubila. Pojdi in obišči jo, vsaj za 1/4 ure. Z lepimi pozdravi, Valhun in Zala, ki ti želita prijetno bivanje pri Vidi. A tako je to? Znebiti se me hočeta? A me Zala sploh ljubi? Seveda, jaz ljubim njo in to bo tudi v njej zbudila ljubezen. A kaj je Vidina skrivnost? Vida, videti, pogledati v oči in se v njih izgubiti. To bo! Zavezal si bom oči. Kdo pa ste vi? Kralj Matjaž. Kaj hočete? Govoriti hočem z lepo Vido. Kje je? Doma, kje pa ne bi bila? Danes je spet tako žalostna, tako slabe volje. Potem mi taki obiski seveda zelo prav pridejo. Sledite mi. Prav razveselila se vas bo.
Gospodarica čakajočih na vrnitev, žalostnih izginulih po svetu. In vi se hočete pridružiti moji večnosti. Se je stekla, Matjaž? Ne. Da. Sem in nočem. No, pravzaprav sem vas prišel samo lepo pozdraviti. Od Valhuna in Zale. Kar obrnite se in mi to povejte iz oči v oči. Sej vem, da niste slepi. Cunjo dajte kar stran. Ne, to pa ne. Očesna bolezen me daje. In če bi pogledal vas, bi morda postalo še huje. Tako grda pa spet nisem, da bi vas zaboleli oči. Sej mi pravijo lepa vida. Morda pa vas pogled name ozdravi. Že mogoče. A sej sem vam že vse povedal in pozdravi izročil. Torej, srečno, gospa. Ne, če ste že tu, ostanite za trenutek. Dolg trenutek, večni trenutek. Oditi moram, 4 ure mimo. Srečno, gospa. Počakajte. Pozdravljena, Zala. Slep pozdrav od slepe vide. Ti je uspelo? Malo presenečeno zveniš. Od ljubezni ali zaradi... A se veš, po telefonu vse tako smešno zveni. Kaj pa zdaj? Nesi mi največji in najdražji dragulj sveta. Kje pa naj ga najdem? Če me resnično ljubiš, ga bo že našel. Au! To boli v šesu. Uho, uhl, dolgi uhli, zajčji uhli. To je rešitev. Prijatelj zajček s uro. Veliki prijatelj mlade Alice gotovo ve pot. Zala, dragulj bo tvoj. In seveda, jaz tudi. Zajček! Pa kaj ti je, Matjaž? Pa zakaj me kličeš? Pa saj veš, da nima veliko časa. Ne bo dolgo. Veš, Zajček, v Zalo sem se zaljubil. Pa me noče vzeti, ker hoče, da moram rešiti prej 7 nalog. Pa sem bil pri lepi vidi in sem jo lepo pozdravil. Pa sem poklical Zalo, pa hoče imeti
Največji dragulj sveta, pa ne vem, kje naj ga iščem. Pa sem se spomnil na te, pa... Pa misliš, da jaz vem? Pa ta ženska ni prava zate. Ljubim jo. Pa naj ti bo. Pa pomagaj mi. Prosim. Dober človek si, pa rate imam. Pa rešitev tudi vem. Res? Pa sej ti pravim. Tu bo zrastla goba. Za jokej pa bo tvoja soza spremenila gobo v dragulj. Se ne morem kar tako jokati. Pa res, pa naj mu bo ta zala. Pa pomisli, kako žalostno bo, ko zala ne boš dobil. Žalostno. Pa kako nesrečen. Ojoj. Kako srce, kako se jaz jo Dragulj! Hvala ti, zajček. Kako lepo je bilo jokati s teboj. Nikoli ne bom pozabil, da si mi pomagal. Pa sej ni bilo nič. Veš, ljubim jo. Sej vem, ljubezen ne sprašuje, pa če je še tako nesrečna. Pa srečno, kralj Matjaž. Srečno, dragi prijatelj. Matjaž sem, kralj Slovanov, v gori spim cel dan. Bojim se nič poganov, odrešil vas bom sam. Kralj sem, znam povsod in rajšam naokrog, da rešim nalog sedem. Pa mi kdo pomaga? Pa mi kdo pomaga? Nobeden. Dragi, draguljasti Matjaž, bodino tako prijazen in reši prebivalce zmajske vasi, njihove nadloge Pegama, zmaja s 3 glavami. Ubij ga in večno hvaležni ti bodo. Lep pozdrav, Barhun. Premagati zmaja, ki že stoletja ustrahuje vaščane, ne bo tako lahka reč. Le kako? In to dan danes, ko so zmaji pod naravno zaščito. WWF bi me obsodil na dosmrtno ječo. In kaj bo potem zalo? Oh, to ne bo lahko. Dobro jutro, Kovač. Dobro jutro. Ste že slišali za zmaja Pegama? Vsak iz te vasi ve, kdo je Pegam, ta grdi zmajec. Ja vsako soboto prihaja in zahteva hrano in vino. Če mu damo, kar zahteva, ves teden ne slišimo zanj. Če pa mu ne bi dali. Veste, prišel sem, da bi vas rešil te nadloge. Vi? Kdo pa ste, da bi premagali to gromozansko grdovo? Kralj Matjaž sem. Kralj sem, kralj tja. Že vsi znani junaki, Martin Krpan, Zeleni Juri, Heraklej in drugi so hoteli ubiti Pegama. A jim ni uspelo. Vsi so se ustrašili njegove grdove. Ostal je tu, oni pa so osamočeni odšli.
Nepremagljiv je, pa naj se kralja boji. O božji videl! Mimo grede, ali ni danes sobota? Sobota, saj res. Pegam! Pegam! Kje si? Nekaj ti moraš povedati! Tvojega vasovanja se nihče ne veseli. Veš, res si grd. Zdaj me boš pa že tistem zafrkaval, kako nesramen si. Saj vem, ampak kaj naj naredim? Vse kozmetične preparate sem že preizkusil. Umivanje v topli, v mrzli vodi, v kamenicah in. Poglej me, kakšen sem. Saj vidim, a moj nasvet ti bo res pomagal. Lepotno spanje. Spanje? Se spim po ves teden, pa ne pomaga. Spati moraš dolgo in na pravem kraju. Poglej me, a nisem mlad, lep, svež, s pravim tenom, lepimi lasmi. Nehaj že! Saj te vidim in najraje bi te požal zaradi tega. Bolje ne. Veš, zakaj sem tako lep? Ker sem spal v peci, v gori s čudežno magijo. Poleti tja, postelja zdaj prazna, ker mene ni več tam. In spi svoje pravično, lepotno spanje. Hvala ti, takoj poletim. Kaj pa tu tako šumi? Kjega mi je odletel? Ne bo vas več nadlegoval. Vsaj nekaj stoletij ne. Kako se ti naj zahvalimo? Za Pegama je že v redu, a nekaj me pa le še skrbi. Pomagal vam bom. Veste, v Zalo sem se zaljubil, pa moram rešiti 7 nalog. Tegam je bila ena od njih. Za naslednjo pa ne vem, kako jo naj opravim. In kaj bi morali narediti? No, sicer se ne poznamo tako dobro, a Zala verjetno ni ta prava za vas. Nehajte s tem, niste prvi. Saj ljubim jo. Vse ljubezni je spravo. Šuje, vem. Torej, po zimi, ko leži sneg, naj bi cvetele rože. Kakšne rože? No, rože pač. Kakšne? No, tega mi pa niso povedali. Po zimi, ko leži sneg, naj cvetijo rože. Če ne, bo ljubezen ovenela. To je potem čisto enostavno. Naloga ni dovolj natančna, torej bo rešitev tudi taka. Postavite toplotno gredo, sončno gredo, speljite vanjo talno ogrevanje, cevi dobite pri meni, čisto poceni, bakrene, pa še položim vam jih, pa bodo cvetele rože. Sijajno! Pa vzamete tudi kreditno kartico? Jasno. Ja, potem pa se kao odpraviva, k Valhunu in Zali.
Dober dan, čisto na kratko. Ali je ostalo še kaj nalog zame? Dober dan. Dober? Pa saj ni dober. Turki nas oblegajo, potem pa še ti prideš. Kaj se me ne veselite? No ja, malo že zaradi dragulja. Torej ne, pa še kovača sem vam pripeljal. Inštaliral vam bo toplotno gredo. Vse lepo in prav, kaj pa obleganje? Je to naslednja naloga? Da. Tu ste gotovo nekaj narobe razumeli. Saj Turki nas tam danes ne oblegajo več. Kot gastarbejteri so nam v prejšnjih desetletjih precej pomagali. Prej se morajo zdaj oni bati nas. No, mislim tisti, ki vpijajo na ves glas. Tujci ven! Pa se zmeni z njimi. Salam. Nije s teboj. Ni s teboj. Balbun je povedal, da je vse narobe. Res? Pa se ni in ne. Huligani so hodili po cestah in nas zastrahovali. Kaj naj naredimo? Poslal vam bom svoje čete izpod pece, da vam bodo stali ob strani. In začeli bomo izobraževalno kampanjo Sožitje brez meja. Dobra ideja. Grem povedat svojim. Položaj je za zdaj pomirjen, a tu nas čaka še veliko dela. A tebe čaka še nekdo. Zala? Ne Zala, Rosamunda. Prepričajo, da te naj poljubi in ne gre v samostan. In veliko sreče, kje imaš itak preveč. Enkrat je mora zmanjkati. Pa poglejmo literarni leksikon. Rosamunda, tako poje pevec razglašene slave, je bila najlepša ženska na svetu, pa je slišala za še lepšo. Lejlo, ostrobrharja, pošle vonjo, da bi se prepričala o njeni lepoti. Pa ni pomislila, da bo se njen zaročenec zaljubil to lepotico in jo zapustil. Kaj ji preostane? V klošter se odpravi. O, kakšna tragedija! Tragična ljubezen, huje kakor vsaka bolezen. Rosamunda, povedati ti moram nekaj zelo pomembnega. Kaj pa je, kralj Matjaž? V stiski sem in samo ti mi lahko pomagaš. Poročiti se hočem Zalo, a to mi bo uspelo le prvič, če me boš poljubila in drugič, če ne boš šla v samostan. Prvič, če bom, drugič, če ne bom. Prvič ne bom in drugič bom. Prvič ne in drugič ja. Zakaj ne, zakaj ja, Rosamunda? Pa tako lepa si. Dobila bi lahko vsakega moškega, ki bi si ga želelo tvoje srce. Moja edina, prava, večna, neskončna, vrhunska. Povej že. Ljubezen je bil ostrovrhar, a on me je zapustil. Nikoli več ne bo mogla ljubiti drugega moža. Zato grem v samostan za Bekomej.
Toda, Rosamunda, vedeti moraš, da niso vsi moški taki. Ne bi te vsak zapustil. Zapustil me je edini, pravi, večni, neskončni, vrhunski. Povej že. Nikoli več ne bo mogla zaupati moškemu, niti sekundice ne. Zato je moja edina tolažba večni mir v samostanu in amen. Rosamunda! Rosamunda! Pojdi v miru in amen. Uspehov. 6. naloga, neuspeh. Ne more verjeti, pa tako dobro je šlo. No, pa mu ni uspelo. Zdaj pa kazen. Matjažek, kaj ti je? Neuspeh na celi liniji. Rosamunda, ta roža sveta, bo nuna samostanska. Zala, ne bi me mogla kljub temu ljubiti, saj si se tako potrudil. Sem vedela, da bo še naprej poskušal. In če bi bil uspel, bi to bila njegova zadnja naloga. Saj tudi bo. Matjaž, tvoja ljubezen je eno. Ja! Ne. Ne? Moja ljubezen je drugo. In to je ne. Ne! Lahko pomagam. Popij tale zvarek, tale čajček, ta napoj. Zaspal boš in lahko sanjal o najni ljubezni. Ne popite čarovnije! Kdo pa si, da me tikaš? Saj to je edina rešitev iz moje tragedije. Kdo pa si ti, da ga tikaš? To je edina rešitev iz njegove tragedije. Alenčica sem, tvoja žena. Saj sem vedela, da si predolgo spal in vse pozabil. Ko sem se zbudila, te ni bilo več. Zdaj sem te pa le še pravočasno našla. Kaj pa zdaj? Kaj zdaj? Vsak kama spada. Zala, vrni se v svatne. Mirko, tvoj zaročenec, se hoče pa zdaj poročiti za Miro. Gleda boš pravočasno tam. Vrhuna pošljemo na Zek Savici. Tam ga čaka hud boj s Črtomirom. Midva pa greva spet pod peco. Spat. Hvala ti, Alenčica. Saj sem vedela, da je neki edini, pravi, večni, neskončni, vrhunski. Kar pojdi in srečno hodi. Hvala ti, Alenčica. Kako bom to dopovedal znaju Pegamu, ko ga bom vrnil z postelje?